pri splazovih, je sanacija zahtevna, draga in še kaj drugega bi se najdlo. Tako da je ta grožnja, ki jo imamo in se pojavlja, samo se spomnite Šentilja, od tistih dogodkov maja meseca, po stotine takih dogodkov, tukaj bo tisoče, bo treba res narediti prioritete, ker za vse sanacije teh plazov enostavno ta država ni tako bogata. Robert Golob, kakšno je sporočilo vašega današnjega sestanka Prizadeti Sloveniji? Torej, žal so novice zdaj tretji dan dejansko take, da gre za največjo katastrofo v novejši zgodovini Slovenije. Od tega ne moramo zbežati. Vendar, mi bomo naredili vse, da ljudje ne bodo ostali sami. Prvi ukrepi so bili že narejeni, danes smo naredili naslednje korake. Najpomembnejše sporočilo je, da samo za intervencijo, ki običajno traja par dni, mogoče teden, bo vlada namenila več kot 100 milijonov evrov. To je intervencija v največkrat lokalno javno infrastrukturo in na tem področju ne bomo niti čakali, niti ne bomo gledali na stroške. Glavna prioriteta je, da se prebijemo do ljudi, da se prebijemo do zaselkov, da vzpostavimo osnovno infrastrukturo, kot je elektrika in voda. Ta intervencija bo zahtevala vsaj 100 milijonov evrov in jo bomo izpeljali na račun države. Čeprav gre največkrat za lokalno infrastrukturo. To zagotovilo smo dali tudi županom, jutri se tudi dobim z vsemi tremi združenji županov in občin in bomo z njimi skupaj pogledali, kateri so še tisti ukrepi poleg teh primarnih, ki jih lahko v naslednjih dnevih in tednih izpeljemo. To sporočilo je najpomembnejše. Želimo delati z roko v roki župani, hkrati pa nismo pozabljeni ljudi. Pripravljamo za jutrišnjo sejo vlade paket, s katerim bomo tudi ljudi, ki so nekateri izgubili že in groza je nepredstavljiva in sem jo podoživel tudi na terenu, kako bomo tem ljudem lahko pomagali tudi konkretno s finančno pomočjo. Vključno s tem, da bomo šli v nadomestne gradnje za tiste, ki so izgubili hiše. Predlagam, da se vendarle sprehodiva čez te finančne mehanizme. Eno sporočilo prihaja iz občin. Pravijo namreč župani tako, nobena občina nima planiranih sredstev za take poplave, kot so nastale. Želimo si, da bi nam vlada takoj nakazala pavšal, pa bomo potem poračunali. Ne da recimo hrano v naši občini zdaj kupujemo za sosednje občine in jo dovažamo in na nek način zalagamo za druge, ob tem, ko smo sami v stiski. Torej, kdaj lahko župani pričakujejo neke pavšale, s katerimi bojo pokrili prve stroške in kakšni bodo? To vprašanje je odlično vprašanje. Jaz se sprašujem, zakaj 30 let na to ni nihče pomislil. Mi smo zakon, ki točno to predvideva, na vladi sprejeli v soboto, en dan po poplavi. Ta zakon je v sredo, jutri ga bomo še amandmirali in v sredo je že na izredni seji Državnega zbora, ki smo ga ravno tako sklicali vlada. Od takrat naprej, in jaz verjamem, da bo podpora vseh političnih strank tukaj enotna, od takrat naprej bo pavšalno, se pravi akontativno ali predplačilo za ocenjeno škodo občinam prvič v zgodovini Slovenije možno. In to bomo izpeljali. In to ni nekaj, kar bi se spomnil kdorkoli drugi kot ta vlada. Država, ste rekli zadnjič v naših Odmevih, ne more dodeliti pomoči fizičnim osebam. Zakaj ne? Gre za več zapletenih zakonskih okvirjev, našli smo pot tudi mimo tega. Zdaj ste omenjali neke nadomestne gradnje. Kaj je to? Bom povedal malo bolj kompleksno. Že v soboto smo nakazali prvih 10 milijonov humanitarnim organizacijam. Ki lahko, se opravičujem, ker vam skačem besedo, ki lahko s tem denarjem pomagajo kako? Ljudem. Namen je, bom povedal proceduro, zato da bodo ljudje razumeli, ker to je namenjeno ljudem. Ljudje morajo prijaviti škodo, ki je nastala v njihovih stanovanjih, v stanovanjih. To škodo prijavijo občinski komisiji, ki bo zdaj naslednjih tednih, bojo zelo aktivno na tem delali, smo tudi na terenu to videli, da so že začeli. Torej, občine bodo imele vsaka svojo komisijo. Seveda, to je že vzpostavljen mehanizem. Potem v teh komisijah so tudi predstavniki CSD-jev, socialnih organizacij in humanitarnih organizacij. In te komisije so tiste, ki pripravijo ne samo kriterije, ampak direktno, kdo je upravičen do koliko. Potem spadre ta seznam humanitarnim organizacijam, ki sredstva prenakažejo ljudem neposredno. S tem, ko uporabimo ta mehanizem, ki deluje preizkušeno, se izognemo, veste čemu? Plačilu dohodnine, ki bi sicer jo moral vsak, ko bi prejel darilo višje od neke vrednosti, plačati.
Torej, vendarle čisto res ni, da fizična oseba ne bi morala dobiti konkretne finančne pomoči od recimo Rdečega križa ali Karitasa. Govorimo o tem, da smo vzpostavili ne samo mehanizem, vzpostavili smo tudi finančno bazo, dali smo že denar humanitarnim 10 milijonov, organizacijam. 5, To je ne? prvih 10, zato da se jih najprej razdeli tistim, ki so najbolj potrebni. Sem že povedal 2 dni nazaj, če bo potrebno, bomo ta sredstva povečevali, dokler ne bo prišla pomoč do vseh. Rečva eno situacijo, ki pa ni nujno, da je tako odtujena. Starec je zlagal celo življenje opeko za opeko. Zdaj mu je odneslo vse. Kdo bo zanj poskrbel? Eno je ta del, ki sem že govoril. Če ima še hišo nad glavo, potem je to pomoč v obliki finančne pomoči. Danes smo se prvič pogovarjali o tem, da gremo po sistemu nadomestnih gradenj, da država skupaj z občinami, ki bojo morale priskrbeti zemljišče, na to pač država ne more vplivati, občine priskrbijo zemljišče, občine poskrbijo na račun države za komunalno opremljanje teh zemljišč, potem pa država postavi nadomestne objekte za tiste, ki so izgubili v tem primeru streho. Te objekti bojo tipski, šli bomo v partnerstvo s slovenskimi proizvajalci montažnih hiš in bomo te objekte tipizirane po celi Sloveniji, tam, kjer so potrebni postavili in jih dali na razpolago ljudem. Kaj pa v mestnem času? To ne bo hitro, to bo trajalo... Ne bo trajalo leta, ker je to nekaj, kar bomo sprožili skozi spremembo sanacijske zakonodaje. To bo trajalo res par mesecev, do takrat bojo ti ljudje, ki so brez strehe, ostali finančno pokriti strani države, nekateri od njih bodo dobili stanovanja, nekateri od njih bodo mogoče želeli ostati v domačem kraju pri znancih, ampak pomembno je, da jim mi že danes, in zato morajo prijaviti in škodo in izgubo stanovanj, da jim mi že danes pokažemo, kje je rešitev. In želimo, da se zavedajo, da ta rešitev strani države bo ne samo ponujena, bo omogočena. Veliko smo si obetali tudi od bruseljskega, iz bruseljskih skladov, Evropskega mehanizma za pomoč iz solidarnostnega sklada. Zaprosili smo za satelitsko izdelavo zemljevidov. Še zakaj? Seveda, mi smo sprožili že prvi dan, to je bilo v soboto, vsa možna zaprosila mednarodna pomoč. In danes je ta mednarodna pomoč že začela prihajati. Ne samo iz strani Evropske komisije oziroma Evropske unije, od tam smo dobili tudi na ta račun že prve pomoči iz Francije, iz Nemčije, Poljske. Tudi Poljske. Dobili smo tako humanitarno pomoč v obliki hrane in živil in potrebščin, kot tudi tisto, kar smo najbolj potrebovali in kar še vedno najbolj potrebujemo, in to je težka mehanizacija. Težka mehanizacija in montažni mostovi so tisto, kar je najbolj potrebno v tem trenutku v Sloveniji, in dobivamo jih skozi evropske mehanizme. Nemška enota, inženirska, ki je prišla v Slovenijo, najboljša na svetu, je pripeljala prve mostove. To je tisto, kjer lahko Evropa najbolj pomaga. Na drugi strani smo sprožili tudi mehanizem pomoči znotraj NATO. In tudi NATO je že poslal drugo, v tem primeru opremo, v tem primeru helikopterje, s katerimi si pač zdaj pomagamo, tako za največji prevoz materijala, pa tudi ljudi. In ravno to, da so mednarodni mehanizmi dejansko dokazali, da solidarnost na mednarodnem nivoju obstaja, je tisto, kar se mi zdi zelo pomembno iz tega vidika. Prihaja ta pomoč skupaj z ljudmi, torej skupaj z kadri, ki so usposobljeni. To je bil predpogoj, da ne moremo dobiti samo mehanizacije, rabimo tudi operaterje, in vse te države pošiljajo svoje ljudi, ki bojo z njihovo mehanizacijo tudi pri nas upravljali. In v sredo si bo vse te kraje, predvsem pa tudi Črno na Koroškem, kjer sem res vesel, ker je v naših srcih bila zadnje 3 dni, pa vem, da bo tudi še naprej, prihaja tudi predsednica Evropske komisije, Ursula von der Leyen, ki bo na licu mesta se lahko prepričala, da se pomoč komisije ne sme ustaviti samo pri mehanizaciji, ampak da se mora nadaljevati tudi v finančnih sredstvih, ker jih bomo zelo potrebovali. Gospod premier, ko boste strnili vse te vire, vi ste govorili tudi o tem, da boste nekoliko obrnili proračun, dali druge prioritete, tudi ljudje bodo darovali, tega smo že navajeni, pojavljajo se radijske postaje, televizijske postaje, ki bodo zbirale denar. Sprašujemo se drugo. Mi smo v nekem obdobju spravili slovensko gradbeno stroko dejansko na kolena. Že zdaj se je čakalo mesece in mesece na posamične obrtnike, ne vem, krovce, električarje, vodovodarje, gradbince. Kje bomo dobili take ekipe, da bodo v nekem doglednem času vzpostavile po tako velikem območju Slovenije
neke normalne bivanjske razmere. Če bi to prepustili samo naključjem, potem je to nemogoče. Ker se bomo tega lotili, in to je sanacijski del, ki zdaj prihaja, ker se bomo tega lotili na tistih področjih, kjer bo primanjkljaj centralizirano, tudi s pomočjo države, verjamem, da nam bo to uspelo. Nam niso ponudili pomoč samo v Evropski uniji, ponudili so nam pomoč tudi v državah Zahodnega Balkana. Vsak bo pomagal na tisti način, kot bo lahko. Jaz verjamem, da ravno s to solidarnostjo mednarodno, tudi sanacijo, bistveno hitreje lahko pokrenemo tudi z vidika ljudi, se pravi tudi z vidika usposobljene delovne sile. Govorili ste o geologih prej, govorite lahko o statikih, ki bo morali pregledovati mostove. Vso to, če hočete, tudi delovno silo, bomo preko mednarodnih organizacij, če bo potrebno, pripeljali v Slovenijo. Ravno tako hiter odziv na gradbene mehanizacije je pokazal, da so države v soseščini, pa tudi malo dlje, pripravljene prisluhniti in priti na pomoč. Mimogrede, celo Ukrajina je poslala svoj helikopter, kar pomeni, da pri solidarnosti res ni meja. Ko ste v soboto sedeli skupaj tudi za opozicijo, je med drugim predlagala prenos sredstev na občine, ko gre za urejanje in vzdrževanje vodotokov. Kaj mislite o tem predlogu? Je to za vlado sprejemljivo? Do te točke, kako urediti protipoplavno zaščito v prihodnjih letih, bomo še prišli. Danes je najpomembneje to, kar se je tudi videlo na posnetkih iz Črne, da usposobimo znova stare struge. Danes imamo na tolikih mestih v Sloveniji vodotoke, ki so se premaknili, ker so zasuti, premaknili iz obstoječih strug na neko popolnoma novo mesto in primarni cilj je, da spravimo spet vodo nazaj v stare struge, ki morajo biti očiščene. In vsi napori, vsa mehanizacija bo šla v to, ker jeseni lahko pridejo nova deževja. In če ne bomo uspeli izčistiti vodotokov do takrat, bo bistveno manj dežja povzročilo lahko celo večjo škodo. Zato je v tem trenutku glavna prioriteta res čiščenje zasutih vodotokov. V to bomo dali vse moči. Poglejte, govorimo o najbolj obsežnih, največjih poplavah v samostojni Sloveniji. Ko bo leto dni mimo, pa če vas bomo lahko prijeli za besedo, kakšno Slovenijo si takrat predstavljate? Koliko te škode bo sanirane, koliko ljudi bo vsaj dobilo občutek, da je nekdo za njih poskrbel? Jaz mislim, da leto dni je prepozno. Tisto, kar se danes šteje in kar ljudem moramo govoriti, je, kaj bomo za njih naredili jutri, Do jeseni? kaj bomo za njih naredili do naslednjega tedna in do naslednjega meseca. Mi ne štejemo v mesecih, zdaj niti v letih, kdaj bomo kaj realizirali. Danes štejemo v dnevih. Vsak dan mora biti nov uspeh. Vsak dan moramo ljudem vrniti upanje in zaupanje v državo, da jih ne pustimo sami. To je tisto, česa nas bojo ljudje ocenjevali in prav je tako, ker je to naša dolžnost. Vse ostalo, obljube za leto dni, to je bežanje od odgovornosti. Mi ne bežimo od odgovornosti, mi delamo vsak dan in jutri bojo novi ukrepi, ki bojo predstavljeni na vladi. Naprimer ukrepi za pomoč gospodarstvu. Naprimer ukrepi, kako bomo kanalizacijska, vodovodna omrežja in podobno usposobili naprej. To je tisto, kar šteje. Pomembno je, da delamo vsak dan nove ukrepe. Tudi takrat, ko moramo spremeniti zakonodajo, ker je ta neustrezna. Tudi tega se ne bojimo. Prihajata za vami tudi minister Han in gospa Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo. Ali je finančni minister pogledal čez palec in rekel, če želimo pomagati Sloveniji, nas bo to stalo koliko? Glejte, v resnici je zelo žalostno, kar bom zdaj povedal, ampak če smo ocenjevali, da bi škoda bila lahko par 100 milijonov še 2 dni nazaj. Čez 500 ste govorili, Ja, ne? pa so takrat nekateri zavijali z očmi, danes merimo škodo v milijardah. Vemo, da bo več milijard. Da se zavedamo tega, več milijard bo škoda. Naš proračun je pa 10 milijard To 11. je manjši detalj. Ne, da Kar imamo pomeni- neko primerjavo, kar o tem pomeni, govorim. Morali bomo narediti vse, postrgati povsod, kjer se bo dalo, če bomo želeli to škodo sanirati na učinkovit način. Morali bomo narediti rebalans, jutri bomo imeli na seji vlade tudi rebalans za letošnje leto, ne za prihodnje leto. Že za letošnje leto moramo narediti rebalans in zagotoviti par 100 milijonov že v letošnjem letu. V pripravi je proračun za leto 2024, ta bo zaključen do septembra in tudi tam bomo prioritete morali obrniti in zagotoviti dodatnih par 100 milijonov. Vmes se pa zelo truditi, da dobimo čim več pomoči iz tujine, zato da bomo lažje vse skupaj sestavili. Ni stvar odločitve enega ali dobre volje enega ministra ali drugega in bodimo realni. Pri tako visoki škodi, kdorkoli danes daja nerealne obljube, da bo stvari uredil tako, pa še bolj hitro, ta dela škodo državi. In jaz res pozivam vse,
da se zavedamo teže te katastrofe, da vemo, da so nekateri bolj prizadeti, drugi manj, da se držimo vsi tega, da ko bojo prioritete postavljene, so res take, da damo prednost tistim, ki si ne morejo pomagati sami, potem pa da skupaj ta problem naslovimo. Tle res ni ne prostora, ne časa za kupčkanje, ne med ministrstvi, še manj med politiki. Srečno, gospod premier. Srečno Slovenija. Na Gorenjskem hitijo od hiš ni mogoč, voda ni pitna, vodovodne sisteme še popravljajo. V Kranju pa opozarjajo na poškodovano kanalizacijsko cev pod mostom poleg nekdanje Planike. Uhajanje fekalne vode bi lahko povzročilo ekološko katastrofo. Občine računajo na pomoč države, saj je škoda ogromna. Nasuto kamenje in prst iz hiš odnašajo mulj in blato, umikajo uničeno pohištvo. Je kar noro. Nekatera dvorišča na Kamniškem so še preplavljena z vodo, kako visoko je segala gladina, kažejo zidovi uničenih domov. To je kar vrata, kar od trga do tukaj. Kaj ste imeli tukaj, kateri prostor? Tukaj je bila pa študijska soba za moje 3 hčerke. Tle je 2-letna otrok ležal. Posle pa sreč. Tisto nožjo ni bilo doma. Drugače prišel. Nad hišami se zdaj prožijo plazovi, tudi zato se nekateri evakuirani prebivalci še niso vrnili domov. Dobro večer, spoštovani gosti, ministrica Alenka Bratušek, tukaj v studiu tudi gospa Nina Pirnat, Nacionalni inštitut za javno zdravje in na povezavi gospod Jani Trojner, pooblaščeni inženir Inženirske zbornice. Gospod Trojner, se opravičujem, gospa ministrica, ampak začniva midva za tole najbolj vročo informacijo iz Kranja. Slišali ste, kaj se je zgodilo, kaj grozi Kranju in njihovi fekalni cevi, kako takšne stvari sanirati? Takšne sanacije so definitivno zahtevne. V bistvu imamo zelo malo časa, je pa možno te sanacije s nekimi gradbenimi ukrepi sanirati, predvsem z izdelavo nekega začasnega bypassa, z prečrpavanjem komunalne odpadne vode po obvodu. Ministrica, danes ste bili na terenu, seveda vsi pravijo, saj bi še šli v fabriko pomagati, pa so naše ceste neprevozne, nedostopne, Škofja Loka, Poljanska dolina. Zanima nas, kako boste v bistvu določali prioritete? Najprej, če dovolite, se bom dotaknila tudi te zgodbe z kanalizacijo, zato ker so se na terenu danes name obrnili novinarji in jaz sem seveda takoj poklicala župana. In jaz imam občutek, da gre tukaj malo za šum komunikacije. Meni je župan zatrdil, da v tem trenutku kanalizacija ni poškodovana, kar pomeni, da vso to iztekanje, kar je bilo omenjeno, se ne dogaja. Opozoriti je pa po moje želel na to, da je treba dolgoročno stvari rešiti, da se ne bi ob naslednji morebitni povodni kanalizacija dokončno res, bom rekla, sesula. Tako da jaz mislim, da panika v tem trenutku ni potrebna in prej smo se pogovarjali, niti civilna zaščita, ki bi morala biti obveščena, jaz mislim, da o tem ni obveščena, tako da res pri komunikaciji je zdaj treba biti zelo pozoren. Tako da jaz sem županom govorila in še enkrat zatrdil mi je, da kanalizacija ni tako poškodovana, seveda pa je treba gledati absolutno tudi naprej. Čimprejšnjo sanacijo. Kar se tiče cest, o prioritetah, ko govorimo o prevoznosti, pravzaprav ne govorimo, vse je prva prioriteta in delajo naši koncesionarji, jaz bom rekla praktično noč in dan oziroma toliko kot lahko, da je temu res tako, se kaže tudi število zapor, ki se pravzaprav iz dneva v dan manjša, če jih je bilo še včeraj nekaj več kot 160, jih je danes 99 bilo popoldan, mogoče je zdaj že kakšna manj. Seveda to niso cestne povezave, ki bi bile enake, kot so bile pred nesrečo, ampak naš cilj v tem trenutku je vsem ljudem v Sloveniji omogočiti dostopnost in jaz tukaj lahko rečem za Poljansko dolino, ki sem si jo danes ogledala, da
sem bila pozitivno presenečena, ker je res ogromno materijala, ki je bil na cestah, s cest že odstranjen, most ključen, naj bi bil jutri zjutraj odprt na tej regionalki. Druga stvar so mostovi. Prav neverjetne posnetke smo videli, kako so zleteli skupaj in kako se je še nekomu v avtomobilu uspelo rešiti. Predstavljamo si, da je most bistveno večji zalogaj. Mostovi so ali pa bodo bistveno večji zalogaji. Seveda je zdaj tudi v primeru mostov pomembno, da mi zagotovimo povezanost oziroma prevoznost. Zdaj, če povem na današnjem primeru, če je bilo v tej dolini prej 3-4 mostovi, pa je mogoče danes eden, ki to povezuje, je ta v tem trenutku ključen, da so stvari povezane, drugače pa naši strokovnjaki, inženirji skupaj s koncesionarji, preden dovolijo, da se cesta odpre, da je spet prevozna, absolutno pregledajo tudi mostove. Varnost je vedno na prvem mestu in tako bo ostalo tudi naprej. Kot veste, nekaj mostov teh montažnih, začasnih imamo na voljo, zaprosili smo tudi za dodatne te začasne mostove, tako da jaz verjamem, da povezanost Slovenije, tako kot je rekel predsednik prej, da to se pogovarjamo o dnevih, da to zagotovimo. Potem pa pride na vrsto sanacija, kjer pa absolutno bo treba postaviti zelo jasna merila in po teh merilih določiti prioritete, ker vsega naenkrat se pa ne bo dalo narediti. Zelo jasni ste bili pred dnevi, gospa ministrica, ko ste rekli, bomo vse sile usmerili v to in ustavili nekatere projekte. Lahko poveste, kaj se bo ustavilo za to, da se bo saniralo in vzpostavilo to slovensko povezljivost, ki jo tako potrebujemo? Danes po tem ogledu v Poljanski dolini in po sestanku z vsemi koncesionarji in še nekaterimi drugimi, praktično vsemi velikimi gradbenimi podjetji v naši državi, sem, lahko rečem, glede tega bolj optimistična. Dva koncesionarja v bistvu na območju Celja, to pomeni Koroška in Savinjska, in na Gorenjskem v Poljanski dolini. To sta dva, ki sta v tem trenutku zelo obremenjena ali pa najbolj obremenjena in delata samo to. Drugi projekti na teh območjih so že sami jih ustavili. Vsi ostali koncesionarji so pa povedali, da nam bodo v roku dneva, dveh poslali koliko opreme, koliko ekip, koliko ljudi lahko pošljejo pomagati na Koroško, Savinjsko in na Gorenjsko, vkolikor bo to potrebno. Tako da prevoznost je res prioriteta in kot ponavljamo, in jaz še enkrat tukaj zatrdim, nihče ni in ne bo pozabljen. Vi ste še rekli, kaj se bo ustavilo zaradi tega? Danes sem bolj optimistična, da bo teh projektov lahko bistveno manj, kot je mogoče izgledalo še v soboto, tako da pustimo času čas, ne delamo nobene panike. Seveda se pa vsi v Sloveniji, verjamem, zavedamo, da je to, kar se zdaj dogaja, prioriteta. Gospa Nina Pirnat, dolgo ste zdaj čakali, ampak reševali smo kanalizacijske in cestne povezave. Ko ni pitne vode, na kaj je treba paziti, kako dolgo se prekuhava, kako je s higieno? In posebej, kako je treba paziti na otroke in dojenčke? Torej, prebivalci morajo ves čas budno spremljati opozorila upravljavcev sistemov za oskrbo s pitno vodo. Namreč ti stalno spremljajo stanja svojih vodooskrbnih sistemov, izvajajo analize in potem obveščajo prebivalce. In če je v veljavi ukrep prekuhavanja, ga morajo izvajati ves čas, dokler jim to upravljalec sporoča in priporoča. Torej, najprej moramo pogledati, ali je voda motna ali ni. Če je motna, potem je treba najprej razmotniti, kar naredimo z usedanjem, ali pa to vodo precediti čez filter papir ali čez prelikano tkanino. Potem jo prekuhavamo, naj burno vre 1 minuto,
za maksimalno varnost za občutljive, res bolnike z imunskimi pomanjkljivostmi, majhne dojenčke pa 3 minute. To vodo potem ohladimo, lahko stoji 24 ur, v izjemnih razmerah, če imamo v hladilniku, pa do 48 ur. Pomembno je še, da te vode ne prelivamo in da jo kar v posodi, kjer se je izvedlo vretje, tudi hranimo, da ne bi še nadaljnje onesnaževali. Pomembno je tudi, da se tudi umivanje zob in pa nega malih otrok, to je pa priprava hrane za dojenčke, vedno izvaja za prekuhano vodo. V gospodarstvu še proučujejo, kolikšno škodo so podjetja utrpela ta konec tedna. Po predvidevanjih bo dosti večja od prvih ocen, da je bo za $0,5 milijarde evrov. Ne gre namreč zgolj za neposredno škodo po ujmi, ampak predvsem za izpad dohodka, saj podjetja še dolgo ne bodo delala. S čim dalj bo trajala sanacija, tem bolj bodo ogroženi poslovni odnosi, ki so jih naša podjetja gradila desetletja. Srečanje predstavnikov gospodarstva s vladnima ministroma za gospodarstvo in delo je bilo, vsaj po prvih ocenah, nadvse produktivno. Danes na sestanku smo pravzaprav dobili obljubljeno tisto, po kar smo resnično prišli. A težko je reči, kaj so dejansko dobili in po kaj so sploh prišli. Boštjan Gorjup, direktor najbolj prizadetega podjetja PSH Hišni aparati, nam kasneje namreč zaupa, da se sami še vedno prebijajo do strojev v poplavljeni tovarni. Zato ocenjuje, da bo že najbolj osnovna sanacija škode trajala več tednov. To pomeni velik izpad prihodkov v tem letu, pa seveda s tem povezani tudi stroškov, kajti naša visoka tehnološka oprema tudi je bila tako poškodovana s strani vode, da bo jo treba tudi zamenjati, kar pa je še en dodaten izziv v tem času, ko iz koronskega obdobja že primanjkuje polprevodnikov in si ne znam niti predstavljati, koliko bo na koncu strošek. Minister za gospodarstvo Matjaž Han ponudi bolj slikovito, tudi bolj bolečo predstavo. Slovenija, kot si že rekel, ima katastrofo takih razsežnosti, ki jo seveda v zgodovini ni imela. To se lahko, če vidim, kaj se dogaja, to celo vojno stanje. In res, že prvi podatki o škodi v gospodarstvu pričajo, da bo ta dosti večja od prvotnih ocen. Zato ocenjujemo, da je recimo v Mežiški dolini odstotek tistih, ki so škodovani, kar v okoli 80%. Rečemo, da imamo 2 mikroregiji pokriti, to je Savinjska pa Mežiška. In če te 2 škodi seštejemo, gre se za enih 5 podjetij, je te škode za približno 250 milijonov evrov. A to je zgolj neposredna škoda zaradi neurij in poplav. Gospodarstveniki pa opozarjajo, da utegne biti posredna škoda zaradi sanacije podjetij in izpada dohodka dosti bolj boleča. Predvsem pa zajeti še dosti več podjetij. Mi imamo bolj kot ne vse zavarovano, da finance nas ne skrbijo, skrbi nas pa seveda čas, ki bo potreben, da spostavimo proizvodnjo nazaj, ker seveda odnos do vsaj 100 slovenskih dobaviteljev, ki bodo čakali na naša naročila in bodo primorani tudi v izredne ukrepe, ter nekje še vsaj toliko tudi tujih dobaviteljev, ki so tudi odvisni od nas. Še posebej, ker utegne kateri od tujih lastnikov naših podjetij proizvodnjo preseliti drugam. Dober večer, spoštovana gosta, gospod minister Han in Mitja Gorenšček, glavni izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije. Dober večer. Danes ste uporabili kar dramatične besede, rekli ste vojno stanje med vsemi temi milijoni in milijardami, kjer so številke res grozeče, se pravzaprav niti ne znajdemo več dobro. Kaj je za vas najhujša posledica, ki jo bo utrpelo slovensko gospodarstvo glede na razmerja vremenska, ki so se zgodila v zadnjih tednih? To, kar dnevno spremljamo in dobivamo podatke, so podatki res katastrofalni, alarmantni. Zato je seveda potrebno, da relativno zelo hitro v državi odreagiramo, bom rekel, bolj kot ne fazno, da najprej to, kar so gospodarstveniki, bom rekel, ne zahtevali, ampak pričakujejo, da vzpostavimo z Ministrstvom za delo, ali pa cela vlada, bom tako rekel, sistem čakanja na delo, kjer bomo lahko na nek način približno 80% sofinancirali te plače. Drugo je seveda likvidnostni denar, ki ga bojo podjetja absolutno potrebovala. To bomo jutri tudi na vladi sprejeli, tako imenovane finančne inštrumente, kjer bo kar dovolj denarja namenjega za likvidnostna sredstva. Tretjo zadevo, ki jo je treba takoj narediti, moratorij na
kredite, ki so bili izdani iz našega SPS-a in SID-a, in seveda v naslednji fazi pa bomo šli sami v ocenjevanje škode, ko bo bolj jasno, na kakšen način bo potrebno to narediti. Zdaj, seveda, vse te sheme bomo mogli pač prijaviti v Evropi, zato sem vesel, da si predsednik vlade tudi na nek način bo komisarji, tudi predsednica prišla dol, da bojo videli, v kakšnem stanju je ta moment Slovenija, in enostavno je potrebno zavihati rokave. Jaz samo še ta stavek. V petek zjutraj, ko je mene gospod Gorjup klical, sem bil sicer na dopustu, tako kot verjetno večina Slovencev, in povedal, kaj se dogaja, seveda smo takoj šli v akcijo. Danes je ponedeljek in ima vlada za jutri pripravljene že kar ukrepe, ki verjamem, da bojo v prvi fazi gospodarstvu pomagali, seveda pa to ne bo dovolj. Gospod Gorjup, koliko pravzaprav Ne Gorjup. Gospod Gorenšek, koliko pravzaprav nekim pričakovanjem, nekim potrebam gospodarstva zdaj sledi vlada, koliko ukrepov je lahko najavila, napovedala, kaj pomenijo? Glejte, zelo veliko bo vlada naredila že s tem, če bo vzpostavila neko občo infrastrukturo, kajti brez Prevoznost, dostopnost. dostopnost do objektov, do nekaterih objektov se še vedno ne da priti, to pomeni, da sanacije še ne morejo začeti. To so ti splošni ukrepi, drugi pa so ukrepi, ki jih pričakuje gospodarstvo, konkretno od ministrstva. Jaz moram pohvaliti, da ministrstvo je stopilo z nami v stik takoj v petek. Takrat smo začeli komunicirati in ocenjevati škodo. Stopili smo mi v stik s podjetji, za katere pa ni bil pravi čas za oceno škode, vendar so reševali še premoženje in opremo, zato da bi bila škoda čim manjša. Danes počasi dobivamo številke o škodi, številke so velike, škoda je enormna. Tolažil nas je današnji obisk oziroma sestanek ali pa krizni štab na Ministrstvu za gospodarstvo, kjer smo se dogovorili o ukrepih, katere je gospod minister zdaj predstavil. Mi smo se skupaj strinjali s temi ukrepi, mi te ukrepe pozdravljamo. Upam, da bojo v taki vsebini, kot smo jo dogovorili, tudi na vladi sprejeto. Če bo to, bo to obližna rano za slovensko gospodarstvo. Ni problem samo konkretna škoda v izgubi te opreme, v materialih in pa v izdelkih. Problem glavni je ta, da ta podjetja ne bojo mogli nadaljevati svojo osnovno dejavnost, to pomeni proizvodno kar nekaj mesecev, nekateri od 2 pa do 6 mesecev. V tem času se jim znajo odtujiti oziroma se preusmeriti na druge trge njihovi zdajšnji kupci, tudi lastniki bojo mogoče razmišljali, ali so področja, kjer imajo postavljene tovarne primerne, oziroma ali obstaja nevarnost, da se bodo tovrstne tragedije ponavljale. O pretrganju verig se govori, gospod minister. Poglejte, velikokrat rečemo, da smo državo zbirokratizirali do konca. Ali jo boste v teh trenutkih, v teh tednih lahko odvili tako, da vendarle do teh tudi pretrgan verig, daljnosežnih postopkov ne bo prihajalo? No, to seveda bo potrebno zdaj marsikaj spremeniti, ker so se, bom rekel, na nek način nam obzorja spremenila čas. Zdaj, kar se tiče teh nabavnih verig, jaz nisem prepričan, oziroma sem prepričan, da ni toliko zbirokratizirana zadeva, kot je časovna dimenzija. Ampak jaz vendarle verjamem v slovensko gospodarstvo, v znanje, ki ga ta slovensko gospodarstvo ima, v, bom rekel, kvaliteto, ki ga, bom rekel, naši izvozniki dajo, in da bodo tudi naši kupci oziroma kupci našega gospodarstva razumeli, da smo prišli v nek način v takšno stanje, da nam je narava naredila to, in da bomo lahko čez 2-3 mesece, da bo naša gospodarstva na nek način bila v nekim 80-90% zagonu. Samo en podatek, ki me je frapiral, BSH, KLS. BSH 50 do 60 milijonov stroške težav ta moment na objektih, na mašinah. 20 milijonov evrov stroškov na zalogah. 120 milijonov je izpada v 2-3 mesecih, ker pač to podjetje ne bo delalo. In potem veriga dobaviteljev dol. Zato to niso na nek način šale. Naša zadeva, tudi države, vlade je
pa da na nek način tudi prepričamo vse kupce, da država bo pomagala sanirati, gospodarstvo se bo saniralo in da bomo lahko naslednjo leto normalno poslovali naprej. Brez dobrega gospodarstva ne bo sociale. Je pa potrebno vendarle reči, treba je pa seveda ta moment tudi ljudem pomagati in tudi vladama, bom rekel, to nalogo. Predlagam, da pogledamo še en posamičen primer, pa ga potem pokomentirata. Ko je Savinja v Nazarjah spodjedla nasip, je voda vso industrijsko cono zalila najmanj 1,5 metra visoko. V tej coni je tudi podjetje Biomasa z okoli 50 zaposlenimi, ki se je pripravljalo na eno največjih naložb doslej. Do jeseni naj bi za celotno Nazarje uredili ogrevanje z biomaso. 23 let staro podjetje je pred izzivom, pred kakršnim še ni bilo. Pred 1 uro sem se pogovarjala z direktorjem Rokom Suhodolnikom. Kakšna je škoda, kaj vse je uničila? Škoda je gromozanska. Nimamo še vseh ocen, nimamo še vseh podatkov. Uničena je proizvodnja, uničena je ogromno zalog. Verjetno preko 12 milijonov neposredna škoda plus posredna škoda. Kaj ta škoda pomeni za vaše podjetje in kakšna pomoč države bi vam zdaj najbolj prav prišla? Take škode je podjetje že samo po sebi, takšno kot je naše, zelo težko prebavi, predela. Kaj šele, če govorimo o tem, da bo potrebno mesece in mesece zaposlenim dajati plače, da bomo vzpostavili ponovno proizvodnjo, pridobiti podizvajalce, da nam bodo to izvedli, tako da mi računamo definitivno na neposredno pomoč države. Na drugi strani bi nam sigurno ekstremno prav prišla, podobno kot je bilo v koroni, nadomestila za plače. Vkolikor se to ne bo zgodilo, bo v Savinjski propadlo, po moje oceni, večina podjetij. Tako da s tem računamo, drugače ne vem, kako bomo šli čez to. Še to nam povejte za konec, koliko ljudi je prišlo danes v podjetje, koliko jih pa pravzaprav rešuje razmere doma? V podjetje je prišlo cirka 10-12 ljudi. Dobili smo tudi pomoč gasilcev. Vsi ostali rešujejo za težave doma, nekateri, večina jih niti ne more, še niso dostopni, tudi jaz še nisem bil danes dol, zato ker tudi rešujemo stvari v Lučah. Tako da razmere so povsod katastrofalne, ampak jaz, vkolikor bomo imeli podporo, ali pa bom imel podporo zaposlenih, kar sem jo do zdaj še imel, vkolikor bomo imeli podporo soljudi, vkolikor bomo pozitivni vsi na vseh področjih, tako na občinah kot v podjetjih, predvsem pa, če nam bo država pristopila nasproti, mislim, da bomo nekako tudi te težave prebrodili. Hvala lepa. Gospod minister. Solidarnost Slovenk in Slovencev, jaz verjamem, stokrat smo dokazali, da smo najbolj solidarna država. Dokazali so naše službe, civilna zaščita, policija, vojska, naši župani so se dokazali. Vlada se mora tudi dokazati za hitrimi ukrepi. Je pa problem pri takšnih projektih, da tudi če takoj denar daš, nekatere zadeve bodo, bom rekel, dolgoročno se reševale in tukaj moramo tudi na ta segment razmišljati. Je pa samo še to bi rad rekel, naše ministrstvo pokriva tudi turizem. Tukaj sem videl v Termani Laško, kaj se je naredil, kljub temu, da so zaščiteni proti 100-letnim vodam, pa še meter čez je zadeva poplavila, bom rekel, kompletno Termano. Tisti dan je bilo 600 gostov v Termani, takih turističnih objektov na Savinjski in tako naprej je veliko. In zdaj moramo vendar tudi Slovence spodbuditi, da en del Slovenije pa še zdravo
in dajmo pomagati vsaj tistem delu Slovenije in se vrniti, bom rekel, in na tak način tudi pomagati. Eni bomo pomagali, bom rekel, da bomo hitreje sprejemali ukrepe, drugi pomagajo, da tisti, ki pa ne eno na drugo, pa ne pomagajo slovenskemu gospodarstvu. Gospod je omenjal neke vrste, da bi sprejemali podobne ukrepe, kot so bili v času COVID-a. Vse ta čakanje na delo je identičen ukrep. Identičen ukrep. Pa mimo grede, mislim, da je danes že tudi ena pomoč iz Primorske prišla ravno v te najbolj prizadete kraje. Še en drug pomoč, kar je mene. Naša podjetje Krka, ki veste, da imajo te dni na nek način dopuste, so se javljali, kako lahko njihovi strokovnjaki in njihovi ljudje pomagajo, in mislim, da so danes ljudje iz Krke šli pomagati, bom rekel, v neko drugo podjetje. To boš lahko ti povedal. In to je solidarnost. Dejstvo je, da solidarnosti v Sloveniji v takih trenutkih je polno. Slovenci imamo posluh za to. Mi smo na gospodarski zbornici odprli neko aplikacijo, kjer podjetja ponujajo pomoč drugim podjetjem, in ta primer, ki ga je gospod minister povedal, je rezultat tega, da Krka pomaga drugemu podjetju. Predvsem, kaj je potrebno zdaj očistiti tovarne. Mi bi radi, da bi to čakanje, ki je predvideno, pomenilo, da ljudje dobijo nadomestilo za izpad dohodka, ne bi pa radi, da bi jih administrativno omejevali pri tem, da lahko pomagajo sanirati podjetja. To pomeni, da ne delajo svojih osnovnih nalog v podjetju, ampak da na en način solidarno čistijo in probajo spraviti čim prej situacijo do take faze v podjetju, da se lahko začne prenavljati tudi proizvodna oprema. Hvala obema za ta pojasnila. Srečno. Hvala vam. Čeprav so se narasli